sedaj se nahajamo v Lahkotah. Koliko časa že živite tukaj? Jaz sem Danica Petrič, živim že od rojstva leta 1938, od decembra. Ali pa ste se rodila doma ali v porodnišnici? Doma. Ja, druga svetovna vojna nam je povzročila velike probleme. Oče je mogel iti v Nemčijo, v lager, v zapor, ker so ga ujeli na meji, ker je bil jugoslovanski vojak, pa tisti dan, ko se je vojska začela, so jih zajeli vojake, pa poslali v Nemčijo, v Dachau je bil. No, potem je bil pa tam gor do 43. leta, potem je šel na Koroško, se ni vrnil domov, je gor zidar je bil. No, potem 44 se je pa vrnil nazaj domov v Lahovče, je šel pa seveda k domobrancem, ki je bila tukaj že postojanka ustanovljena. 45. leta, 8. maja, sta pa z ženo šla kot begunca na Koroško v špital. In na Koroškem so živeli 3 leta, no to se reče ne, 2 leta do 1947. Je pa tudi, recimo, ona je tudi v življenju rava, recimo, njena življenjska zgodba je, recimo, tako težka bila pa naporno, ampak vendar je bila celo življenje vesela, ker je vse, kar jo je doletel, je delala z veseljem in s pogumom. Zakaj ste se odločili, da ne greste starši na Koroško? To je bil pa razlog, stara mama je od prve ure rojstva z menoj živela, to se reče, je mene vzgajala, mama je bila 6 tednov nepokretna po porodu in je moja stara mama bila meni mama po srcu. So pa rekli, da oni ne bodo šli, da bodo doma. Seveda, otrok, no ja, dober. Če mama ne gre, tudi jaz ne grem. Ata je pa rekel, no, če jo imajo pa rad doma, jo pa kar doma pusti, saj čez en teden bomo tudi mi nazaj prišli, bo pa manj trpljenja za otroka, a ne s to rajžo, ki je težka rajža na Koroško. Tako je bilo. Ampak vrnili se pa niso. Potem so šli pa v Kanado z ladjo. No, v Kanadi so pa 2 leti delali na pesi, pri farmerju, da je plačal karto jim, pa da so imeli stanovanje. Potem sta se pa zaposlila, oče kot zidar, mama pa kot negovalka v bolnic in sta počasi prišla do svoje hiše. Počasi. No, in tako je oče bil sposoben zidar, je malo ustanovil svoje podjetje, pa svoje delavce najel in je ogromno gradil velike stavbe v Lethbridge v Alberti. No, potem sta imela pa, no, lahko bi bilo lepo, ampak sta imela otroka doma v Sloveniji, pa se je ata zaželel otroka v Kanado. Seveda, postavil pa en pogoj. Jaz sem živela pri stari mami pa stari teti, že od rojstva, ampak pozneje smo pa same bile, ko so šle na Koroško. In seveda, ker je ata postavil pogoj, da grem v Kanado, one 2 pa ne, samo v domu na Mohlih, se zdaj tako reče, takrat drugače, pa da gre ta hiša za stroške, ki gresta v dom. Meni pa to ni odgovarjal, sem pa odklonila, da ne maram iti v Kanado za staršem. Seveda, ata se je takrat močno razjezil, kdo bi se pa ne, vse otrok na Boga. No in jaz sem ostala doma, naprej, pri starih tetah ali pa stari mami. Kakšno je bilo življenje po koncu vojne? Zelo težko. Prve so nam vse zaplenili, domačijo, zemljo, hišo, živino, vse so pobrali. Smo same ostali v prazni hiši. So nam še omare so nam pobrali, res. No in prešiče, kravce, vse so pobrali. Kona so pa naši tak s seboj vzeli. So s konom šli v Avstrijo, samo do Tržiča. V Tržič je bil pa napad,
so pa vse zgubili, so šli pa peš na Koroško. Zavedava se je, da je to edina rešitev, je recimo ustrajati, pa iti naprej. Nikoli se vračati nazaj, ampak vedno iskati situacijo, iz katere prideš ven, recimo, ko zopet posije sonce. No, potem čez 2 leti se pa verjetno zakon nekaj spremenil, so nam zemljo in hišo vrnili. Prej smo mogli pa od svojega plačevati najemnino, se reče, ali kako. No, potem smo pa imeli obvezno oddajo, smo pa tako mogli oddati, da tudi za doma ni nič ostal za hrano. Ja, smo šli pa, saj stare babence pa otrok se znajdejo, smo šli pa v Gmajno, tisle so pa hube rasle še pa vse. Pa smo hube nasušili, prodali, je bila ena trgovina, ki se je ta stvar lahko prodala. Fižol smo posadili, fižol smo lupili, pa tudi predali, cele vreče smo ga naušili. No, skozi to smo prišli do pike so bile, ali bone, pike mislim, da so bile. So za tisti denar meni zaprl hajil, pa za birmo pil čevlčke. To so bile moje ta prve čevlje, ker sem v bosah so šli naš na Koroško. To je bo 46 leta, pa bo obhajilo pa. Birmo je pa Beograjske načkov, Ujčič. Ja, tako je bilo. Kako je pa potekalo vaše šolanje? Moje šolanje pa ni nič prida. Kako ste prišli do izobrazbe? Jo sploh nimam. Jaz sem samo 5 razredov osnovne šole, končala sem pa v 4. razred, ampak nisem tako slaba učenka, pač pogoji so bili delaj in ubogaj. Kaj boš naredil? Preživeti je bo treba. Ja, tako je. Ja, ona bi se zelo rada šolala, ampak situacija, recimo takrat na kmetih staršev v Ameriki, recimo na napačni strani, takrat za tisti sistem, ki je bil, recimo, je bil kar recimo to zelo velik podvig, če bi se lahko šolala, ne. Mogoče bi še šlo, ampak kmetija je pač rabiva mladega človeka, recimo, in takrat je bilo kar nekako že zapisano, recimo, v zibko, da ti si pa pač za dom, ti boš za dom skrbel, se nimaš kaj drugega razmišljati, kot to, a ne. Ja, seveda, ker sem pa že majhen starejša, 16-17 let stara, je pa v Cerkljah ustanovljena večerna kmetijska šola. Seveda, na vso moč sem šla z veseljem, pa pol me že ni nobeden več branil. Sem že samostojna, kolikor toliko za takega otroka. Pa sem 2-letno večerno naredila v Cerkljah. No, potem so bili pa tečaje za kuhati, sem šla dvakrat v kuharske tečaje tudi v Cerklje. Pa je bil v Lahovčah še vilen tečaj, pa so pozneje so pa že ustanovili tudi tole kmečke žene, no, kako se reče. Ja, ne stipuj. Aktiv kmečkih žena, ja, tam noto sem bila tudi odbor. Pa da smo sodelovali, smo v Lahovčah naredili, tu Maričeva mama je krh stekla, pa je fanči, pa jaz sva kuhale, za nastavo cvetja v Cerkljah. Kako ste se pa poročili? O ja, 1962, jaz sem vzela moža z police Petrič Ivana z velike kmetije, ko on je bil določen za doma, oče ga je hotel imeti kot gospodarja naprej. Pa je seveda, jaz pa Lahovč ne, je pa rekel oče, bomo še enega sina, 20 let mlajšega, bo pa tisti doma, če greš rad na to podrtijo, pa kar pejt. Pa je šel. Pa smo imeli pa eno podrtijo takrat. Štala je bila, nad štalo smo živeli, spodaj so bile krave, mi pa zgoraj. Kaj ste pa dobili za doto, za sabo? A za doto sem dobila dobrega moža. To pa lahko. Kaj lahko lepega o možu poveste? To pa lahko, ja. On je bil pa res dober, ta prvi dober mož, je bil tudi dober oče, pa tudi za otroke je se pobrihal, tako da ni bilo nič narobe. Ja, pol pa v službo je hodil, doma smo zidali, popolnej dan prišli smo kmetijo delali, smo zidali. Ja, ljudje so ga imeli pa zgleda, da rad so, pa tudi vsak dan je kakšen prosil nekaj, da naj pomaga pri živini, pa tako je naprej življenje laufal. So se kdaj skregala? O, tudi, ni problema, ne vem, če se je kakšne dva kol. Samo pri nas je bil špeter tako,
Tiskrat smo govorili, pa smo pa naprej, vse pozabili, kaj je bilo, smo naprej normalno govorili. Nič nismo še ponavljali tiskrat, smo se že pogovorili. Kaj ste pa delali, katera kmetka upravlja ste upravljali doma? Čisto se od kraja je bilo treba. Mama stara je bila še iz astmo obložena, teta se je tudi postarala, ampak je bila zelo pridna, pa harač še pa še. Ampak je bilo treba zraven pomagati, tako da, ko sem 9 let stara, sem šla že s koscem kositi, čeprav mislite, da je to čudno, ampak je bilo pa res. Manjšo koso, manjšo čaj, pa je šlo. Pa urala sem tudi s konjem sama, oja, to pa je vse. Dokler ni bilo traktorjev, kosa, srp, matika, lopata. Ali pa vas je konj kdaj vhodil, ali vrtno? Pa tudi v šume je. Oja. Kako ste kaj ponovila? Ja, ne vem, to je božja volja, veš, včasih tudi pomaga kakšna višja sila. Ne lahko. Ker konča teče, ker je svoboden. Traktor voziti. Ja, to je pa poj že prišlo, traktor je pa prišlo že, ker sem bila že poročena. Poročila sem se pa 1962, no, takrat smo pa že poj traktor pil. Seveda, poj so bili pa priključki, ja, to je bilo treba vse obvladati normalno. Kjero znamko traktorja pa ste kupili? Zetorja. Ja. Ja, pa tem tudi priključke, pa je bil pa čisto v redu, pa kosil s kosilnico, grabil s grabljem, prevračal si z prevračalnikom, zladjevah nas pobiral, sušilna naprava je bila zato, da smo žihar mobil prišne dan pripeljali, da ni bilo čisto suho. A ne, dobro je bilo. Pa ni bilo nič hodil kmet več. Hodili ste na trg, ne? O, ja, tudi, seveda, denarja pa ni bilo nikoli veliko. Pa smo pa, ko smo zidali, zmeraj bili bolj sahi, kot pa ne, sem pa na plac začela v Ljubljano hoditi. Otroke je imela pa stara teta doma, jaz sem bila čisto majhna. Pa je šlo, vsak dan frišen denar. Ja, ona je bila tudi ena prvih žensk v vasi, ki je imela izpit za avto, ki je traktor vozila, recimo, mislim, obdelovala polje recimo že na sodoben način, ki je bil včasih bolj preko tista, bolj kao moškim določena, ne. Pri njih je bilo pa tako, da je mož hodil v službo, ona je bila pa pač recimo doma kot gospodinja, kmetica, a ne. A ste dobili kako poškodbo pri delu? Ja, pri delu ne, ampak po svoji neumnost pa. Z drevesa sem padla decembra meseca, ko se naleze gor, ampak jaz sem lezla, pa sem hrbtenico, rotenc sem nekaj pokvarila, ja. No, pa sem to je bilo decembra meseca, ampak aprila sem pa zdravo punčko rodila. Ni bilo nič, samo poškodbe so pa do današnjega dne, samo ne sam tiste, to še pa nabira cel življenje. Koliko metrov je pa bilo visoko drevo? Oh ne, to so, veste kako je, mi smo mislili štalo novo delati, pa nismo imeli za kure prostora, so pa kure zvečer šle v drevo, jaz sem šla pa jih dol povojati, da bi čez noč od zunaj, ki bo že mraz, ja pa je pa lojtra šla po gobe, jaz pa za njo. Samo oni so hoteli, da ležim, pa so me tudi poslali v Rimske Toplice za 3 tedne, takrat sem bila na Berglah doma. No, potem so me dvignili spet nazaj na svoje noge. Pa naprej. Pa pride, sem je živcu, kaj jaz vem, kako se reče? V klestu, ja. No, pa sem tudi takrat nepokretna. Ja, doktor Popovič je prav na dom prišel, je rekel, no, pa še mu še enega prijatelja, da sta prišla, prav, kako pa da ti zdaj, kar tle delaš, sem pa rekla, ja, kako pa terapija, sem rekla, gledajte, na vsako nogo 5 kil vrečko, ali pa kako že, na vsako roko 5 kil, tako, da tako telovadiš, tako telovadbo ste me prepisali, ampak jaz vam pa povem, jaz sem kmetica. Jaz če dam, vnavil je hnoj, pa prikolca zraven, 10 navil je hnoja, cel dan je pa prikolca polhna, to je pa telovadba, a ni? Je rekel, ti pa naumna, sem rekla, zato pa preživela.
A imate še zdaj težave? Ja, pa sem pol še enkrat, pa še nisem vam povedala, po štengah padla sem 14 cm počvat, to je bil pa stabilen zlom, stabilna hrbtenica, ni bila ta uretenčna. No, ja, 14 cm na široke počvat po stopnicah. Tisti bo pa bolj boleče, ker so že malo starejša, ne? Pa se ne moreš premikati, tisti pa je boleče. Pa v bolnico nisem hodila. Je rekel, zdravnik je rekel, prav, no zdaj gremo pa v bolnico, kuj po poškodbe. Sem pa rekla, kaj bojo pa tam naredila. Ja ne, prav narediti ne morajo nič, ampak tam ležiš lepo, ne, ležiš, premikati se ne smeš. Sem rekla, to pa jaz doma lahko. Ja, je rekel, kdo vas bo pa delal, sem rekla, imam take možakarje, ni problema. Ja, pa je bilo to res, jaz se res nisem mogla premakniti, roke so bile pa dobre. A takrat patronažne sestre se niso hodile? Bi hodile, sam jih nisem zahtevala. Zakaj? Zato, ker so bili doma pripravljeni pomagati. Zjutraj je bil mož, pa zvita mladega smo imeli, se reče zeta, pa hčerka, pa sin, 4. So me dvignili iz postelje, pa so me postavili, miza je bila, veste, da sem se za mizo držala, da sem stala kot štur. Pa sem pa tako stala cel napolnek, sem okoli prišla, so me pa nazaj položili. Ja, pa kaj češ, tako je. A vas vlake noč niso bolele, celo dopoldne stati? Saj se nisem nič ozirala, ko me boli, sem na žihar doma. Ampak po enem tednu, to pa moram povedati, so me pa mislili par korakov po sobi gnati, ne prih me niso nikoli, so me sam postavili. Takrat so me pa mislili par korakov na drugo mizo gnati. Ja, sem jim pa skem zlezla, sem pa v nevence, nisem bila dobra. Pa reče, zet reče, ja, zdaj pa mama mora v bolnico, zdaj takole pa mi ne moramo več doma, to je pa huda bolečina, to je pa prehodo. Ne, pa nisem šla, sem rekla, sej bo. Pa smo imeli pa vnučke, tisto se pa zmeraj z menoj s traktorjem rad vozila, ne. Pa tistega ni bo, da bi jih pelil. Potem pa čez dolg časa pa reče, ja mama, kdaj boš pa ti spet lahko na traktor sedla? Sem pa rekla, poj, ker sneh padla. To je bil septembra meseca začetek. Ja, pa je spet prišel. Ja, kdaj bo sneh padel? Jaz sem rekla, ne vem. No, ampak veš kaj, ti greš pa zdaj, ker sem že bolj po 6 tednih, pa prav ti greš pa zdaj že kao kuhati v kuhno, da greš pa že čist kamot na traktor. Sem rekla, ja kako, ne moram noge dvignati. Je pa rekel, nič hudega, jaz bom pručka prstavil, pa te bom pomagal, 4 leta star. Jure. A pa je šlo? Kaj pa se nam moraš, otroka hecaš. Odprta za pomoč, recimo v situacijah, recimo, kar se zdravstva tiče, je ona velik kot samouk, znava preceniti, recimo, ali je stvar resna, ali je bolj površinska, tako da se lahko pozdravi doma, oziroma je treba iti k zdravniku. Tudi v težkih situacijah, recimo, je ustava zmeraj prisebna, tudi pri kakšnih hudih prometnih nesrečah. V zelo težkih primerih je znala razmišljati s trezno glavo, čeprav verjetno je bilo notranje, da je duša trpela, ampak recimo vedva je, da mora dati vse od sebe, recimo, da reši nastalo situacijo. Kdaj ste prenehali z delom na kmetiji? Tisto leto, ko je bila pri nas nesreča, zet je umrl januarja, in ni bilo nobenega več za štalo. Smo začeli krave prodajati, smo samo eno obdržali. Potem smo dali pa zemljo v najem, da jo imajo kmetje, da upravljajo našo zemljo, pa tako je šlo. Vi ste se zelo dobro razumeli s svojim zetom. Ja, to pa res. Taka zeta pa tudi nima vsaka hiša.
On je bil pa enkraten, to je bil kar moj sin, ali pa še, mogoče pa še bolj. Ja, res. On je za vsako stvar prijel, če je bilo treba narediti, pa svojega dela polhne, pa nič ni bilo narobe, karkoli sem skuhala, ker jaz sem od ponedeljka do petka, mi smo skrb živeli, 14 let smo bili pod našo streho skupaj. Nič ni bilo narobe, karkoli sem zjutraj skuhala, vse je bilo dobro, žena je šla v službo, otroci so šli poj že v šolo počas, no in to ni bilo čist nobene stvari, zdaj pa se vede. On pa povsod ni mogel biti, v delavnic, pa na teren, pa še pri nas, povsod pa se ni dal. Pa sva se pa tako zmeniva, da sem na robo prejemova, pa oddajova, pa račune pisava, da sem pa kakor ena tajnica na hovo. No. Denar je pa zmeraj bil pri meni, za cel mesec pa se obračunova. Pa so skozi vse račune štimali, seveda, so pa ljudje vse sorte, a veste kako je, vse pa niso pošteni. Me pa kakšen nahecal, je pa rekel, da bo plačal Petra. Jaz pa zapišem glih tako, ne, tudi če ni plačal, zapišem, pa račun pride, pa denarja manjkal, normalno je manjkal. Je pa rekel Peter, ki se je pa da je zalomil, sem pa rekla, glej, ta pa tam ni plačal. O ja, je rekel, sem rekla, da je tepne, meni pa ni plačal. No, sem rekla, dobro, da vse piše, ne vam točno vse napisan. Ja. Nič nama ne naskriž hodil. Ampak so šli pa na počitnice z družino, kamorkoli. Kar je mu gotovine ali pa karkoli, je vse meni v hram bo dal, ki je nazaj prišel, da je pri meni dobil, pa je mu svojo mamo, ampak je meni zaupal. On je pa umrl januarja 1911, je popravljal elektromotorje, pa je nekje eno ploščico pozabil ali pa ni še zaprl, je proval, če vrti zdaj, če zdaj v redu popravil, ali je glih po nasreč za en delček pritisnil, ki je stik. Pa je umrl, do konca uničve. Umrl je v garažu, v delavnic. Kaj je bil po poklicu on? Kaj pa je bil po poklicu? On je bil strojni mehanik, pa elektro tudi. To je vse obvladal, no. V vaši družini je bilo veliko dobre volje. Smo poskrbeli za to. Smo se vse rad malo hecali, eden z drugega. Na kakšen način pa? A kako? Ja, malo smo se. Hecali smo se, nekaj smo rekel, da smo se smejali, ne, kaj takega neumenga. Vse veste, ali pa zga me hecal, da sem nekaj naredil, kar resnica ni bila. Da je počas pohruntal, da smo ga nahecali. A ste se kdaj skregali med sabo v družini? Tako se nismo skregali, da bi zamerili eden drugemu, ampak škola povedali smo pa, če kakšno stvar ni bila prav, ne? Ja, če otrok se veste, kako je. A tudi kaj polom. Sam jaz sem jih zmeraj tako učila. Sem rekla, meni se tudi pokvar, sem lahat ne. Ne lahat. To smo se zmeraj, najbolj smo se zato šli, da ne lahat. Povej, meni se je to naredilo, če pa noš povedal, takrat bo pa kazan. Pa to je bilo res. Kako ste ohranili stike s starši? Ja, to pa skozi. Stike sem imela pa z obema, z mamo, očetom pa še iz teto, mame sestro. Zmeraj smo imeli dobre stike, samo pol enkrat, seveda, sta pa mama pa ata imela problem. Mama je udata šla stran 1957, ja. In oče je pobegnila, tako rekoč. Oče ni nič vedel, kam je šla. Meni je nehala pisati, na moj pisem ni bilo odgovora. Sem mislila, da je pa ne vem, kaj je. Po 2 letih pa reče, no se ja, ta pisal sem ni nič omenil. Po 2 letih je pa pisal, prav priti v Kanado, prav, da bova poiskala tvojo mamo, prav sam jo ne najdem. Ja, jaz aprila meseca 1959 grem v Kanado, seveda imeti sem mogla takrat vizo. Mi je mogoče vizo poslati, ne, da sem šla. No, posla pa tam skup prišla za tam takole na avionu, da me je pelal v svoje stanovanje. 4 mesece sem bila pri njemu, iskala sva mamo, ampak ni bilo nobenega znaka, da jo najdeva. Na kakšen način ste pa iskali mamo? Na kakšen način ste jo poiskali? Na policiji sva spraševala, ampak policija je imela pa prepovedan,
njen naslov povedati, ker je bilo pač ena težava, no, med njima. Mama se je zasihurala, da hoče biti živa, no, tako rekoč. Ne vem, ne znam lepo povedati, ampak težave. No, potem pa po 4 mesecih se pa meni začne tožiti po domačih doma v Sloveniji. Že tu je bila treba je bilo pšenico požeti, na srp seveda z roko. Stare 2 teta pa mama nam morata to vse same. Sem se pa odločila, da grem dam, ampak seveda, oče ne bil dovolil, ker sem imela vizo za pol leta. Sem šla pa sama na urad, da sem določila, da grem do tete še v Toronto, preden grem domov. Da jo grem na isto karto, samo prestavim datum za 1 teden, ne. No, pridem v Toronto, pa reče teta, ja, jaz čisto nič ne vem, pa da jo nista mogla poiskati, to je pa tudi nekam čudno. Prav, jaz bom pa ameriško domovino dala, Slovenski časopis. da naj napišejo, da pri meni se je oglasila, kogar jaz, ne, ta pa ta, je zdaj, če kdo hoče videti, naj pride, ampak je pa določen čas hiter nazaj v Slovenijo. In res, mi smo šli v angleško katedralo, smo šli, prvo smo šli Hmaš, še moja teta pa sestrična, tista je bila pa zelo taka, prej je imela mojo mamo tako rada, pa mene. Je rekla, a veš, jaz sem pa danes je te 9. v petek, ker jaz obhajam te molitve za tvojo mamo, da bi se najdva, a ne, kakorkoli živa ali mrtva, samo da bi jo ti najdva, ki so tako dolgo pot prehodila. Mi pridemo dam, na njihov stanovanje, telefon zazvoni. Saj to je za mene bil čudež, ampak naj bo kakor če, za mene je bil pa čudež. In se en moški oglasi, prav, da naj pridem nekam na en kraj, da bom, če hočem kaj izvedeti od svoje mame. Smo ga mi povabili, da naj k nam pride, pa reče, da to pa ne. Prav, ampak sama, da sme nobeden z njo prideti. Mi smo se pa bali, smo rekli, ata naš je bil bogat. Tam je pa tudi že takrat bila navada, da se da otroka ukrasti, a ne za odškodnino. Teta pa ni bila bogata, je pa rekla, jaz sem zapisala, da bom za tebe skrbela, ker pri nas prav to nam more biti, prav tebe nas vem samo spastiti. In so imeli na stanovanju enega Nemca, teta je vse jezike znala, pri sosed so bili pa tudi prijatelji, je pa rekla, da je tisti možakar šel tam čez gune vrata ven, nekaj so ta rekel, da bo gledal čez naše vrata, kdo prišel, da bom jaz sama prišla, tudi otroci ne smejo z menoj priti. No, in ko je on prišel čez vrata ven, sem šla pa še jaz, ampak sva se pol tako lepo smo bili dogovorjeni, da je šel on desno, jaz pa levo po cesta, ne, cesta je vmes. Pridemo do tistega semaforja, ker sem bila zmenjena z njemu, pa dober dan, to je bilo vse, pa greva po cest dol, jaz pa, se je par korakov sem naredila, v njemu pa slučajno zelen semafor, to je velika cesta. Je prišel na to stran, pa je šel spet za nama, kaj bo. Pa prideva ene 2 trgovine naprej, pa rečem jaz, ja, daj pa dost, daj pa jaz nič ne poznam, če mislite povedati, če ne grem jaz nazaj, jaz v neznan prostor ne upam, sem pa le, ne govoreča angleško, ne. Takrat pa prav, no še 1 meter, vrata odprela pa mama v avto. No, tako sem jaz mamo najdva. Veliko ste, imamo najdli tam. Ja, sem samo en dan smo bili skupaj, pa sem šel pa jaz domov, jaz sem imela že odhod. Že naročen odhod.
pa srečali z boleznijo moža. 8 let pred smrtjo je vse videl, vse bo v redu, samo majhen je že mučala, pa ne veliko, samo za brat mal. Po 8 letih je pa zvečer še bral, zjutraj pa ne. Ni bo nič več svetlobe, take, se pravi, mehle. Smo šli specialiste za oči v Ljubljano, ene injekcije so, ki jih dajejo, je bila rumena peha, ampak na oba očesa. Naenkrat kar čez noč, ne vem, kako je to bilo, no in takrat je pa v slepu. 0,02% je mu vida, uradno priznanga, 0,02, to še en, kje še je reč 1%. Ja, potem kasneje je pa 1. maja spet kap ali kaj, nekaj takega podobnega. Je nahovnik bil sprejet, no in Hors je mu svede vse aparature, kar za pomagati borijo. Enkrat en večer 11. maja, no to je bil prih 1. maja, po 11. maja je mi pa tako rekoč po moje umrl. So ga oživljali 2 ure, ampak to so ga zato tako dolgo oživljali, ker je bil noteren zdravnik, ki je bil njegov oče z mojim možem v službi, vse drugače oni toliko časa to nadevajo. Ampak je rekel, gledajte, vsake toliko cajta pa da znak življenja, utripa srca. No in takrat je preživel. Potem je pa, no, vse, kar so mogli, so naredili z njemu. On je mu popuščanje srca, na pljučah je mu vse slabo, nič dobrega, še pljučnico je dobil. No, pa so pa rekli, za operacijo ni, ne bo prenesel, je preslab. Ja, on samo vsak dan reče, gremo domov. Hočem biti doma, jaz hočem doma umreti. Pa reče, en četrtek reče zdravnik, so brez miro na obiske. No, prav, zdaj je pa tako konzili odločil, da gre pa zdaj pa res lahko domov. Mi smo mu za 2 dni smo mu dali zdravila, se je več kot 2 dni pa on ne more živeti, je dokončno vse v teles uničen. No, naša rekel na telefon, da zdravnice, da je napisala za bolniško poslo, že v petek so jo že pripeljali, pa tam so ga pripeljali z rešilcem. No, tako so ga odpeljali, kot se vi z vozičkom peljete, a ne, so ga pa s svojim vozom noter peljali. Ki je na poslo sedel, je rekel, tako ga je z rešilcem pripeljal, ki je bil tudi noter, ja prav sej, da bo pa nehal dihati. Po tistem se je upomogel, 5 let pa po do smrti je še bilo. 5 let po do smrti. Je govoril, videl res ni, ampak govoril. Kako je pa zgledal tisti dan, A smrten dan. zavetno zaspal. Ki je pa zaspal, je bilo pa tako, zvečer smo bili čisto vse, kar nas je doma, pri njemu smo imeli ob 6. zvečer večerjo skupno, je večerjo normalno, res je tako, kot ne, da sem ga pitovat po domače povedan, to ni mogel z roko v usta, ne, ampak v glavnem je normalna večerjo, tako kot vsak drug brt, nič drugače, nič ni bil slabi. Ob 8 so šli pa domov naš vse mi je lahko noč rekel, pa da se zjutraj vidimo, jutri spet pridite, pa roko ju sem dal tako, kot zmeraj. Ko odidejo, pa prav, jaz bi šel pa na stranišče, no, tako, ja, sem pa, ja, vse sem ga zrihtala na stranišče, samo vse je povedal, tudi vode ni bilo nič, popolnoma suh je šel iz stranišča, ne. Mu dam, tako lepo ga pobožim nazaj noge gor, pa ga položim v poslo, malo bolj globoko je zadihal, v takrat pa ni več spregovoril, pa ne oči odprl, ampak srce je pa delal. Tako je taka lepa smrt. Ja, zjutraj sem pa poj domače poklicala, ker sem videla, da se ne da čisto nič drugače, ker da jim povem, kako je. In so vse prišli, tako da so bili, ki je umrl, so bili doma. A ste pomagali tudi drugim ljudem? Ja, to je pa pri nas kar taka navada,
če so bili tle okrog nas kakšne tak bolnike, ja, to pa mogla sem zraven priti, ja. Ni živo drugače, ki je bila sosed mama, po noči je tudi kap, ja, to v petih, mož njen v petih meni štalo prišel prav, pejt naša mama, ne vem, mislim, da bo umrla. No, seveda sem šla, normalno, zakaj pa ne. In smo tako daleč prišli, smo z zdravnikom se dobro razumeli s tistem, ki so s prvo pomočjo prišli. Smo se dobro razumeli, da se vidi, da mama uhaša, a ne. Domač so rekli v bolnico, se jaz nisem rekla, da ne v bolnico, ampak zdravnike sem pa mihnila, da ne resnico pove. Resnico povejte, kako stvar stoji, da je doma umrla, tako je tudi mož rad videl, da je doma umrla, ne. No, ki bo pa že smrt, so pa tudi povedali, so rekli, saj mi mogoče jo bliže živo navožili, ampak v Kranju pa ne bi pripeljali žive. Kaj je po vašem recept za srečno starost? Za srečno starost je pa moraš mlad poskrbeti. Če mlad ne boš dober, te starša ne bo nobeden videl, te bodo pozabili. Če pa ti mlad rad pomagaš, imam pa to srečo, da meni čisto se pomagajo. Prav nobeden me ne sovraž, nobeden me po stran ne pogleda, pa sem stara, pa da jih ne delam, ampak mislim, nimam občutka, da sem odveč. To je pa važno. A ste, ubogi revež, ker je sam, pa da nima domačih, da bi skrbel za njega, to pa je hudo. To se me pa smilijo, ampak nič ne moreš. Zgled poštenosti, vztrajnosti, recimo pa, da se ne preda malodušju, recimo, da kljub svojim letom in težavam v zdravju, recimo, pa z vsem, a ne, tudi, kaj je ugotoviva, da ne more več avto voziti, recimo, da se počtiva, recimo, da ni več sposobna, oziroma da je nevarna na cest, recimo, se je hitro odločiva za ta voziček oziroma moped, a ne, in uživa v tem, recimo, da ni odvisna od drugih, recimo, da je še zmeraj samostojna, a ne. Veliko pogovarjate. O ja, pa še zdaj, ko sem sama z otrokom, pa z vnukom, pravnukom, vsi se rad z menoj pogovarjajo, včasih pa tla v župnišče pridem, pa tudi kar klepetamo, se pa tudi lahko pogovarjamo. Malo preveč sem zgovorna, no. Koliko časa si pa vzamete za pogovor O ja, po telefonu? o ja, lahko na kratke, lahko povem, kar je treba. Če se pa z možovo sestro pogovarjamo, z Marinko, za Boh, iz tisto, ki je edina še živa od 6 otrok, ki jih je bilo priparjan, mava pa to, da je baterija prazna. Pa če je 1 ura, je pa 1 ura, saj ni važno. Pa ni imela nič takega, da bi rekla kaj posebnega. Najm življenje pis gre naprej, vsak vrundar po svoje. S Kanado se pogovarjate? A s Kanado se tudi kaj pogovarjate? Ja, s Kanado se pa pogovarjam, zdaj samo še sestrično, ker edina je, ki še slovenske dobro govori, jaz pa slabo angliško, drugač pa pišemo se pa še z vsem, imam še 2 bratranca sestrično, zdaj nimam brata, nimam mame, nimam očima, vsi so že pokojni. Sestrična sva pa zmenjene v nedeljah ob 4 popoldne na 3 tedne. Ali jo jaz pokličem, ali pa ona mene. Takrat je pri nas ura 4, tam je pa 10 iz Maše pridejo. Je sigurno doma, če je doma, če so pa kakšne počitnice, se pa naprej zmenjava. Je mogoče na počitnicah, tudi v Evropi. Kaj je pa vaše glavno življenjsko spoznanje? To, da moraš delati, kolikor lahko. Prisiliti se ne da. Ampak pa moraš ta mlade spoštovati. Jaz bom tako rekla, saj tudi niso čisto samo slabi, a veste kako je, sem imel tudi svoje probleme. Ne moraš da nekaj zahtevati, kar je preveč, kar pa je potrebno, pa sami vidijo. Ni treba nič prositi. Vse. Kaj vam pomeni vera? To pa, če vere ne bo, tudi mene ne bo. To vam pa lahko povem. Vselej skozi rečem, tudi takrat, ko so šli naši na Koroške, ko smo mi molili pa prosili, da bi jih vrnili nazaj v Slovenijo. V Slovenijo jih niso, to se ni zgodilo, so šli pa živi v Kanado, so pa preživeli, to je pa več uredno.
če bi v Slovenijo prišla. Zaupati moraš v Boga, pa tudi skozi rečem, da me nekdo spremlja, ne bo angel varuh ali pa Božja pomoč. Skozi cel življenje me da moč. Daniti se najlepše zahvaljujem, ker je zame tudi svoje bogato življenje. Bom gledalci in gledalke pa želim, da bi tako kot Danica doživeli srečno starost. Se vidimo naslednji mesec.